napravimo nekaj vaj, kjer iz enačb moramo prepoznati krožnice, elipse in hiperbole. Prvo spomnimo se to, enačba krožnice, x minus p na drugo plus y minus q na drugo je enako r na drugo. Tukaj p, q sta koordinati središča krožnice in r je polmer. To se lahko napiše tudi v drugi obliki, x na drugo plus y na drugo plus ax plus by plus c enako nič. Sedaj, tukaj imamo enačbo elipse, take elipse. X na drugo lomljeno na drugo plus y na drugo lomljeno b na drugo je enako 1. Ta druga enačba je, ko mi to elipso transformiramo s tem, da zamenjamo x in y, se zamenjata v enačbah. In grafično to napravimo tako. X in y osi sta se zamenjali, sedaj elipsa je taka in ima gorišči na osi y, prej je imela gorišči na osi x. In tudi na ta način a je zmeraj večji od b, tudi če napravim to transformacijo, a ostane večji od b. To je ena konvencija, da napravim tako. Nekateri ne rabijo te konvencije in zanje a in b se zamenjata in enačba ni taka. Vendar to se mi zdi koristno, ker se prav lahko vidi vse. Se vidi prav vse. Še spomnim, da ta transformacija, sem jo pokazal, je ekvivalentna zrcaljenju skozi simetralo prvega in tretjega kvadranta. Potem hiperbola, take vrste, ima enačbo x na drugo lomljeno na drugo minus y na drugo lomljeno b na drugo je enako 1. In zmeraj transformirana ima gorišči na osi x. Zmeraj transformirana na isti način, zamenjamo osi x in y, dobimo in v enačbi zamenjamo x in y, torej dobimo tako enačbo minus x na drugo lomljeno b na drugo plus y na drugo lomljeno na drugo je enako 1. Ali ta je ekvivalentna s tem, da to enačbo množimo z minus 1. Ja, gledamo še, da tukaj ni važno, če a ali b je večji pri hiperboli. Tukaj nekaj drugega je važno, predznak. Ker tukaj imam vse kvadrate, so vsi pozitivni, torej so važni tukaj plus in minusi. Ja, in kaj predstavljata a in b? Torej, a se imenuje realna polos, ker gre od središča do ene točke, ki je zares na hiperboli. B se imenuje imaginarna polos, ker tukaj ne vidimo nobene točke na hiperboli v zvezi z b. In ko mi naredimo to transformacijo, ostane, da a je realna polos in b imaginarna polos. Če nekateri vzamejo obratno konvencijo, se to zamenja. Vsekakor tako mi vidimo vse, če narišemo na prozornem papirju. Sedaj, poglejmo to enačbo. Tukaj nekdo bi rekel, da ni te vrste, ker imamo 2x na drugo plus 2y na drugo. Vendar mi, ker sta enaka, to je važno, lahko enačbo delimo z 2 in dobimo x na drugo plus y na drugo, kot smo imeli tukaj. Potem vse člene moramo deliti z 2. Ja, in sedaj je ta vrsta in sedaj lahko napravimo dopolnjevanje do popolnega kvadrata. Rabimo kvadrat binoma x na drugo minus 10x bi bilo a na drugo minus 2ab. A je x, a na drugo je x na drugo, torej a je x in 2b je 10, torej b je 5, b na drugo je 25. Plus 25 minus 25, tako enačba ostane nespremenjena. Potem napišemo ostale člene. Plus y na drugo plus 21 je enako nič. Torej ti trije členi so kvadrat binoma, x minus 5 na drugo, potem plus y na drugo, kar je isto kot y minus nič na drugo, tako da imamo to obliko. Potem minus 25 plus 21 je minus 4, ampak mi ga lahko nesemo na drugo stran in postane plus 4. Imamo prav to obliko. P je 5, Q je nič, torej središče je v točki 5 nič in polmer je 2, ker r na drugo je 4, torej r je 2.
Prav, zdaj vidimo neko drugo enačbo. Devet x na drugo plus 5y na drugo je enako 45. Zdaj lahko vidimo, da bomo uspeli dobiti to obliko. Tukaj imamo 1, tukaj imamo 45. Enačbo bomo delili prav s 45. In tukaj je že krajša, ker 9x na drugo delim s 45. 9 stoji v 45, 5krat. Dobimo x na drugo petino, v bistvu sem že krajšal. Plus, torej 5 stoji v 45 9krat, torej y na drugo devetin je enako 1. Sem rekel, da z mojo konvencijo a ostane zmeri večji od b, vidimo, da tukaj pod x na drugo imamo manjšo vrednost. Torej enačba je te vrste, pod x na drugo imamo manjšo vrednost, tukaj večjo. Torej je elipsa z goriščema na osi y. In imena jaz sem dal tako, torej b je koren od 5 in a je koren od 9, torej 3. Torej nekateri uporabljajo drugačno konvencijo, da a in b se zamenjata in torej ni tako. Meni se zdi boljše tako, ker tukaj lahko vse vidimo, če narišemo in obrnemo. Vsekakor, katerokoli konvencijo vzamemo, ta enačba predstavlja zmeraj isto elipso. To ne menja, so samo konvencije, kako damo imena a-ju in b-ju in tako naprej. Vaja bo zmeraj prišla prav, tudi če napravimo tako. S tem, da pojasnimo, kaj je a in kaj je b, vsekakor. Če nas to vprašajo. Sedaj, minus x na drugo četrtin plus y na drugo 36 je enako 1. To bo ena hiperbola. Pri hiperboli ni važno, če je večji a ali b, je lahko karkoli. So važni znaki, kot sem rekel. Tukaj imamo minus pred x na drugo in plus pred y na drugo in tukaj imamo 1. Torej je taka hiperbola, kjer tukaj sem vzel imena tako, b je koren od 4, torej 2 in a je koren 36, torej 6. Še enkrat spomnim, da tako da sem klical a in b tako, kot hiperbola je preslikana, je ta konvencija, kjer vzamemo, da a ostane še zmeraj realna polos in b imaginarna polos. Drugače lahko zamenjajo imena. Torej morate dati ta pravi pomen, ampak če narišete na prozornem papirju, vse vidite vse. Ta je realna polos, če napravite tako, je še zmeraj realna polos. Če prej nisem rekel, spomnim, da ta transformacija, ki jo napravim, je ekvivalentna zrcaljenju skozi simetralo prvega in tretjega kvadranta. Ta transformacija, vendar se vidi boljše tako. Ja, torej ta ima gorišče na osi y, ker je ta oblika tukaj. Sedaj, x na drugo plus y na drugo minus 6x plus 6y plus 27 je enako nič. Torej se zdi, da bo krožnica. Napravimo kot prej dopolnjevanje od popolnega kvadrata. Sedaj, x na drugo je na drugo. A je x. 2b je 6, torej b je 3. 3 na drugo je 9, plus 9 minus 9, potem plus y na drugo, plus 6y je iste vrste, menja samo znak, plus minus. Torej bo še zmeri plus 9 minus 9, potem imamo še ta plus 27, je enako nič. Tukaj imamo kvadrat binoma, tukaj imamo kvadrat binoma, x minus 3 na drugo, plus, damo tega, y plus 3 na drugo, potem imamo minus 9 je minus 18,
plus 27 je plus 9. Če jaz ga dam na drugo stran, tukaj imamo minus 9. Torej, če mi primerjamo s tem, lahko tudi dobimo P in Q, vendar R na drugo je enako minus 9. Ampak kvadrat enega realnega števila je zmeraj pozitiven. Torej, tukaj R ne obstaja. In torej, ta ne predstavlja krožnice, ne predstavlja ničesar. To ni enačba krožnice. To kakšenkrat moramo prepoznati v vajah. Vidimo še en zadnji zanimiv primer. 4x na drugo tretjin plus 9y na drugo osmin je enako 1. Sedaj kaj napravimo? Hočemo dobiti to obliko, ne? Kot prvo je precej jasno, lahko napravimo 4 tretjine krat x na drugo plus 9 osmin krat y na drugo je enako 1. Sedaj tukaj bomo upeljali dvojni ulomek. Navadno delamo zmeraj obratno. Če imamo dvojni ulomek, ga razrešimo v množenje. Ga napišemo kot množenje. Zdaj pa bomo naredili tako. X na drugo krat 4 tretjine bo postal x na drugo ulomljeno 3 četrtine. Tukaj y na drugo krat 9 osmin postane y na drugo ulomljeno 8 devetin. Sedaj je precej jasno, da 3 četrtine je manjši kot 8 devetin. Torej, tukaj imamo manjšo vrednost, sem rekel, da A je zmeraj večji od B s to konvencijo. Tukaj imamo manjšo vrednost, torej ta elipsa je tista z goriščema na osi y. In torej B bi bil koren od 3 četrtine, torej koren od 3 ulomljeno 2, ker koren od 4 je 2, in A je koren od 8 ulomljeno koren od 9, ki je 3, in še koren od 8 lahko napišemo kot koren od 4 krat koren od 2, torej 2 koren od 2 tretjin. In s tem, da sem dal imena tako po tej konvenciji, ker nekateri imenujejo obratno. Prav, prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.